Zanimivo je, da smo danes na prvem nadaljevanju odbora dobili pravzaprav drugo številko neobravnavanih primerov komisije, ki jo je v preteklosti vodil gospod Kos. Sedanji predsednik te komisije, gospod Goran Klemenčič, je namreč postregel z novim podatkom, da je komisija ugotovila, da gre za 1512 nezaključenih primerov korupcije, kar seveda potrjuje naše ugibanje v tem smislu, da je gospod Kos v preteklosti ravnal selektivno, da je bil politično opredeljen in tudi prizanesljiv do tistih, ki jih je na nek način moral pokriti, zakriti, skriti. In zagotovo gre med 1512 neobravnavanimi primeri za katerega od tistih, na katerem se je nabralo veliko prahu. No, tudi prvo nadaljevanje odbora danes ni bilo končano, ampak je bila seja prekinjena. Že sedaj pa lahko ugotovimo, da je pravzaprav komisija, ki sem jo vodil, morala prenehati obstajati prav zaradi nepojasnenih vsebin, ki izhajajo iz vsebine o primeru Patria, kajti gre za eno najbolj bolečih področij, v katerem je neposredno sodeloval gospod Kos, pa verjetno še kdo od njegovih najožjih sodelavcev. In kot je danes gospod Kos sam poudaril, to potrjuje tudi to moje ugotovitev, da je primer Patria v letnem poročilu za leto 2008, ki tudi do danes ni dobilo odgovora in pojasnila v zvezi internacionalizacije primera Patria, pravzaprav ena tistih ran, ki zagotovo daje pečat nepravilnemu, nedoslednemu delu komisije v času, ko je vodil gospod Drago Kos. Prepričan sem, da bomo slej ko prej ali pa morda tudi nikoli dobili odgovore o tem, da je primer Patria paradni konj, pod narekovajem, seveda tistih političnih nasprotnikov, ki so na račun tega primera dobili volitve v letu 2008, nas pa seveda ožigosali kot tiste politične partnerje, ki pač nismo vredni nekega zaupanja in slej ko prej, zdaj je že skoraj da zagotovo jasno, da bo tudi primer Patria zaznamoval neko politično dogajanje, ki ne temelji na resnici, pravici in še marsičem drugem.